Pozdravljeni, sem Saša Slavnič-Tubak, sem iz podjetja Bismont d.o.o. Izvajamo pa strojne inštalacije in proizvajamo modularne hiške. Pred 14 leti sem se odločila za podjetništvo, ampak se nisem odločila za podjetništvo zato, ker bi vedela, da je to težja pot. Jaz nisem vedela, da je to težja pot. Jaz sem mislila, to lažja pot. Da je to prijetna. Jaz sem videla podjetništvo kot, kjer si svoboden, kjer lahko ustvarjaš, kjer te nihče ne kontrolira, kjer nimaš šefa in super služiš. Ampak je podjetništvo tako, kot da imaš enega partnerja zraven. Kot da imaš enega sopotnika, ki nikoli ne gre vstran. Torej, gre s tabo spat, je lahko tvoja zadnja misel, se s tabo zbuja, je tvoja prva misel. In ko že misliš, ok, zdaj bomo, ali pa mogoče kot met otroka, lahko bi tudi tako to rekli. In ko misliš, mogoče, ok, zdaj se bomo lahko malo sprostili, pa pridejo kakšni novi vladni ukrepi, pa pride kaj takega, tako da lahko rečem, da pa ni pa nikoli, pa nam ni dolg čas. Ko je pač pred 3 leti moj oče, ki je bil takrat direktor, umrl, oziroma 4 leta bo zdaj že, sem bila v tistem trenutku, točno se spomnim, kje sem tako razmišljala in sedela, koliko je super, ko si v družinskem podjetju, ker imaš podporo in vse te zadeve, koliko je pa potem težje, ko se nekaj takšnega zgodi, ker ti ne moreš potem podjetje za tistih par tednov ali pa tudi par dni ne izklopiti, ugasniti in žalovati to, kar rabiš recimo v miru. Ker jaz se točno spomnim, jaz sem recimo dobila ob 9:50, 17. maj je bil, 9:50 klic iz UKC-ja Maribor, da je moj oče umrl. In sem samo obsedela in rekla, ok, in v naslednjem, pač kako sem to še procesirala, v naslednjem trenutku pa plače moram imeti nakazovati. In v tistem trenutku sem razmišljala, ali bom svoje otroke spodbujala v takšno pot, v smislu v družinsko podjetje. Torej, če jih bom k sebi. Ali pa jih bom rekla, gledajte, podjetništvo samo po sebi je super, ampak mogoče kot družinsko podjetništvo. V tistem trenutku se mi je pokazala tista res težka stran. Najtežje je bilo ravno to, ker nisem imela tistega trenutka, z bratom smo zdaj skupaj, ker nismo imela tistega trenutka miru žalovati. Ker je bilo treba iti, ker je bilo treba iti v njegovo pisarno in sesti na njegov stol. In hkrati pride breme odločanja, ki jih drugih pričakujejo. Pol jih pričakuje vse už zafrkno, pol jih te gledamo, če mogoče boš lahko. No, tu smo že v celoti, ampak tu še je recimo, da še jih 20%, ki pa upa, da bo pa mogoče kaj boljše, ker so pač videli kakšne negativne in pač potem pridajo s kakšnimi recimo nasveti ali pa kaj takšnega. To je bilo tisto, kar je bilo res najtežje, ampak kaj se pa še tukaj zgodilo, kar nisem nikoli pričakovala, pa so se pokazali tudi smo dobili veliko podpore od poslovnih partnerjev, od prodajalcev in od teh poslovnih partnerjev, kjer smo kupovali določene zadeve, kjer so pač povedali mi določene zadeve o očetu in ne samo meni, tudi mojemu bratu, ki pa da potem tudi nek zagon za naprej. In te podpore sploh nisem pričakovala, recimo. In to mi je dalo, to da potem vedeti, koliko smo tudi mi med sabo, pač ljudje lahko povezani in zato sem se tudi včlanila v tak klub, ker vem, koliko si lahko med sabo dajemo podpore. Najbolj ponosna sem na dejstvo, da sem bila večkrat, ne pravim, da vedno, zmožna prepoznati lastne ovire. Ker najbolj nas ovirajo lastne ovire. Mi si postavimo ovire, to ne zmorem, to. Torej, zmožna sem bila prepoznati lastne ovire, zmožna sem bila slišati kritiko, zmožna sem bila razumeti kritiko in pa zmožna sem bila dovoliti podporo koga. In pa bila sem pa tudi dovolj neumna, da sem vztrajala. So stvari, ki jih lahko spremeniš. So pa stvari, ki jih prav tako lahko spremeniš, ampak ki jih še ne moreš spremeniti, ker rabiš to lekcijo iz tega. Rabiš se vdarjati v zid. Pač
enostavno rabiš se zaletavati v steklo, rabiš se zaletaš in potem, ko dojameš to je toliko dragoceno darilo, to je toliko dragocena lekcija, za katero se lahko sam zahvaljuješ. To bo moče zdaj zvenelo malo smešno, ampak jaz vem, da me bo vsak podjetnik zelo razumel. Torej, jaz osebno štejem kot svojo zmago to, da lahko grem zvečer spat brez kakršne tablete. Da zaspim brez kakršne koli tablete. To je moja osebna zmaga.